Lepo pozdravljeni v podcastu Slovenija 35 let. Če smo imeli včasih občutek, da je Slovenija kot država nastala pravzaprav na temelju kulture, danes velikokrat tega občutka nimamo več. Da naša država pravzaprav, ne vemo, ima kulturo, je nima, kakšna je, kam smo skrenili v 35 letih. O tem bo tekla beseda v tokratnem podcastu. Naša gosta sta akademik, umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Milček Komelj. Lepo pozdravljeni. Dober dan. In spet akademik, akademski slikar in filozof dr. Jožef Muhovič. Pozdravljeni. Gospod Muhovič, začnimo z vami. Vi ste velikokrat vpeti tudi v to politiko, kar s tem vprašanjem, kam smo skrenili, zašli, obstali v teh 35 letih, ali je vse super, perfektno, tako kot mora biti. Ja, lepo bi bilo misliti tole ta drugo, kar vi pripovedujete. V resnici so pa zadeve bolj realistične in tudi bolj preverljive. Zdaj, kultura je pravzaprav v vseh obdobjih zgodovine pripovedovala, kaj ljudje določenega časa in določenega prostora cenijo, za čim si prizadevajo in pri čem se inspirirajo. No, jaz ne vidim boljše poti, se opravičujem, ne vidim boljše poti, kot da pravzaprav te parametre pogledamo tudi v zvezi s kulturo v 35-letnem razvoju nove slovenske države. Torej, vprašanje je, kaj smo Slovenci v 35 letih zares cenili, za čim smo si prizadevali in pri čem smo se inspirirali. Zame to pomeni, da pravzaprav vprašanje slovenske kulture ni toliko vprašanje umetnosti, umetnostnih institucij, muzejev, galerij, šol in tako naprej, ampak da je tukaj eno bolj temeljno vprašanje in to temeljno vprašanje je pravzaprav kakšen civilizacijski, kulturni, umetnostni in nasploh družbeni fundament ima tale slovenska kultura. O tem lahko razmišljamo. In kakšna je zdaj ta kultura, če jo primerjamo leto 91, to je bilo tudi obdobje nenazadnje tistih enotnih srbskih jeder, ki jih je predlagala Srbska akademija znanosti in umetnosti, tudi vi, da ste oba dva akademika, ne? Kako ste vi doživljali tisti čas? Kar na lepem bi bilo manj slovenščine v šoli, bi bila neka skupna jedra, učili bi se o naši otroci seveda, o nekih drugih dogodkih, o nekih drugih vsebinah. Je bilo to takrat za vas osebno kritično? Je bil to ta motiv imeti svojo državo? Ja, jaz mislim, da to ni bil ravno motiv imeti svojo državo, ampak jaz vidim en poseben problem v inspirativnih jedrih, pri katerih se Slovenci inspiriramo. Zdaj, če pogledamo tole po osamosvojitveno obdobje, potem bi lahko rekli, da sta ti inspirativni jedri dve, ki pa seveda nista popolnoma enakovredni. To prvo inspirativno jedro je verjetno postrevolucionarno civilno jedro, ki ima svoje korenine v predosamosvojitvenih vrednostnih in recimo tudi ideoloških potencialih. To se pravi, to jedro se ni poslovilo od socializma in komunizma. Ja, to jedro se ni poslovilo, v resnici se je ves čas na nek način predstavljalo, včasih pa tudi reklamiralo kot jedro modernosti, naprednosti, avantgardnosti, smiselnosti in, kako bi rekel, svetovljanskosti, kulture, politike, umetnosti. Medtem ko je drugo jedro na nek način, jaz bi rekel, civilizacijsko kontinuitetno jedro, v katerega spada recimo
slovenski jezik kot fundament slovenske kulture, kamor spadajo recimo stvari, kot so recimo krščansko, Mogoče moralno, tudi narodni motivi, gotovo, narodnost, potem pa tudi zgodovinski spomin, ki je širši od postrevolucionarnega spomina. Seveda je tale drugi vidik bil vedno obravnavan, kako bi rekel, nekoliko z nalepko. Ja, z nalepko konzervativnosti, nazadnjaštva. Ja. Recimo Bobu Bob, ne, tako. Tako. Ja. No, in vidite, recimo tale dva inspirativna jedra pravzaprav nista enakovredni izbiri. Zato, ker ima prvo posttotalitarno jedro en velik nahrbtnik iz bivšega režima. Torej, ta nahrbtnik na nek način nosi v sebi recimo totalitarne načine obravnave, recimo preganjanje, nadzor ljudi, recimo, da ne govorimo o povojnih pobojih, da ne govorimo o recimo monopolu na pravo stran zgodovine. To je recimo izrazito, kako bi rekel, nedemokratična zadeva. Po Karlu Popperju je kaj takega, kot je prava ali napačna stran zgodovine, ki bi bila vedno nalepljena samo na eno ideološko jedro, paradoks prve vrste. Ampak mi smo ga še dolgo ohranjali in jaz mislim, da še nismo niti dobro izven. Dobro, doktor Milče Komelj, ne, zdaj ta prava stran zgodovine, najbolj nas je presenetila, zdaj zadnja kulturna ministrica, ki je zdaj odšla, to je doktorica Asta Vrečko, ki je v bistvu umetnostna zgodovinarka, ampak prva stvar, ki jo je naredila, je, da je šla v Čebine. To se pravi, to nas je zelo presenetilo. Jaz ne rečem, če bi šla v neko katedralo, če bi šla mrtvaški ples pogledati ali karkoli iz te svoje stroke. Kako si lahko to razlagamo? Ja, da je ideološko očitno omejena ali pa zadrta. In tak je tudi njen pogled očitno za umetnost. Jaz ne bom komentiral, pač, ker kolegica moja umetnost zgodovinarka, čeprav me vrsta ljudi se čudilo, sramota z umetnost zgodovino, tako naprej, kako je to, da lahko nekdo tak pride na tako mesto. Dejstvo je pa, da sem poznal vrsto ministrov, ne, ki so bili vsi osebnosti, Cepuder prvi, ne, on je klasik, Dante je prevajal in je imel prvo, kar je storil, naprimer, je Fužinski grad obnovo, ne. To je že povedal, kaj je tam Gantarju. In Gantar me je pa predval, ko so ga obnavljali, pa sta prišla tam dva domačina, to se pravi, priseljenca in rekla, šta se ove kamene tukaj gradim, tako naprej, ker niso imeli odnosa do kulture in tradicije. Navzdušenje je spremljal nastajanje razstave Prešernovih portretov in podobno. So bili nacionalno zavedni ministri, ravno tako še Ligo. Njegova osnovna ideja, ki jo je stalno razlagal v krogu Nove revije, je bila, da je zdaj priložnost v Evropski uniji, čeprav so meje odprte, oziroma meja na vides ni, da bo obnovo enoten kulturni prostor, ker je bistveno, ker v času samosvitve seveda je prišlo to res do izraza in je našo kulturo obogatil pritok izrazitih pomembnih osebnosti, ki so ohranili zavest slovenstva. Če mislimo samo na pisatelja Zorka Simčiča, pevca Finka in podobno, skratka, da so te horizonti odprli. Vasko Simoniti je pa svoj zgodovinar širokem razgledan kulturen mož in ko sem bil pri njem seveda v nekaterih komisijah, mi je tudi postalo nekako jasno to, ker mi je tudi on sam že rekel, da je gotovo, da v bistvu te štipendije in podobno, ne, skratka financiranje cele vrste teh nevladnih organizacij in podobno, ki se skrivajo pod formo umetnosti, čeprav niso v glavnem umetniki, da je to samo socialni korektiv, skratka, ne, tako da, no, sicer sem pa opažal, ne, to, kar so vprašali, seveda je menitno načelno kot filozof, pojasno, kolega Muhovič, ne, jaz sem pa do tega spoznavam nekako iz svojih izkušenj, ne, skratka, no, Vrečkova, ki ste omenili najprej muzej samosvitve,
ukinila. In ko je prišla potem na Slovensko akademijo, ne, skratka se predstaviti kot ministra, kot je navada, smo se prijazno to učitali in rekla, zakaj pa ne bi muzej Kraljevine Jugoslavije. Skratka, ves ta čas, ne, teh 50 letih opažam intenzivno neko zavest, skratka, da izginja ponos, samozavest, spoštljiv odnos ali pa ljubezen do slovenske države, ampak neka nostalgija po Jugoslaviji. To je skrajno očitno, to se vidi tudi kulturne politike iz razstav nekdanjih modernih galerij in podobno, ko obnavljajo razstave Svet narodov Jugoslavije, ampak mešano, tako da ne pokažejo, kaj je slovensko, kaj je srbsko in podobno, ampak ena tendenca, ki je takrat prevladovala, da bi počasi prišlo do enotne umetnosti, do zlitja jezika in podobno, ker so nakazovala ta jedra, ne, se spominjam seveda takrat, sem že v bližini pisateljev, ne, Besa, Ja. ali pa Poguma, Janeza Menarta, ne, tudi Zlobca in podobno, skratka tudi umetniki, ki so bili estetsko na popolnoma različnih stališčih, so takrat vsi v en glas branili slovenski jezik in ravno tako tudi v času Nove revije in podobno ves čas po osamosvojitvi, ne, so bili kulturniki takrat in umetniki nekako jedro, ki so se trudili seveda, da bi umetnost ne bila provincialna in podobno, ampak se odprli navzven, po drugi strani jim bila pa temeljna zavest in dolžnost, da ohranijo, kot je danes Zajc vedno rekel, nacionalno jedro, našo identiteto. To je bilo skratka bistveno, tudi če so nekateri potem getelizem kot Kermano in podobno učitelj. To so živo s tem živeli, to sem doživljal, ker sem tam pravzaprav cele leta vsak dan preživel v družbi, ker sem sotel od prijatelja Nika Grafenauerja in tudi politiki takrat so prihajali tja, do zadnjega skoraj da nekako po oporo, po nasvet in podobno. In svet doživljal sem pa, ko smo potem kremljali med sabo, ali pa za Niko Grafner večkrat rekel, naprimer, da pa opažate, pa seveda tudi te politiki, ki so dobrohotni, da dajo premalo kulturo, da včasih je celo kakšen iz prejšnjega režima bil bolj osebno kulturen, ampak odnos do kulture seveda je bil vsekakor drugačen, šlo je pa tukaj za slovensko kulturo, za ohranjanje slovenstva, jezika in to je bilo temeljno, jezik naša domovina in podobno, to sem nenehno slišal, Niko je rekel seveda, da je vzel križ trpljenja nase, zato da slovenščina zarase in podobno, skratka, tako da je ta čas sem jaz doživljal seveda kot čas ene nove prebuje, zavesti v slovenstvo, ki se pa tudi odpira seveda navzven in pa nov odnos do umetnosti, bistven odnos do umetnosti, bistvo tega odnosa temelji pa na tem, da je umetnost seveda, ki je najvišji del kulture, ne, da je v bistvu to naš identitetni del in da je umetnost v bistvu eksistencialna, to se pravi, da je duhovna, da ni zabava in podobno. Ne. Če pa gledate odnos do umetnosti v tem času, so pa stare generacije, pa starejše, te, ki so iz preteklosti, izhajale, seveda gledali umetnost nekaj večnostnega, tako je doživljal primer Boždarjakac, pri kateri sem bil v službi. Ne? Skratka, s časoma se je pa pojavljalo stališče, da človek ne more biti celovit, da je razkorjen, da so lahko samo okruški in prihajali tako daleč, da je vse lahko velja za umetnost. Nekateri, ko sem jih srečal, pisatelj Torkar, vedno rekel, prihaja čas smeti in Primož Simoniti nekoč je res rekel, da je doživel čas smeti, da je s klasičnimi filologi sedel dvorišču Križank in je prosil, da smeti tam odstranijo, ko so vesele na cunje in krpi in so mu rekli, to reklama za mednarodno razstavo dokumenta in podobno. Ne? Skratka, odnos do mest spremenil in uveljavljal, da je vse umetnost, ker umetnik razglasi za umetnosti. Kdo umetnik, pa tudi sam zase reče. Še zadnjič je nekdo rekel, kdo mi bo dokazal, da nekaj ni umetnina, če umetnik reče, da je umetnina. In zato sem prišel do spoznanja, da je umetnost najbolj ne deplasirana, ampak najbolj zlorabljen pojem, kar jih sploh je, kot je mogoče. Ker je vse umetnost, so pa umetnosti vedno bili in so zelo redki. Kultura je pa nekaj širšega, stvar duha, to je pa že France ste lepo poudaril v razmerju do civilizacije. In bolj, ko se civilizacija razširja, manjša je kultura pogosto, ne? Čeprav svete mlade generacije, ko vladajo civilizacijske pridobitve, so marsičem bolj iznajdljive, ampak nivo odnos do kulture pa pada in to, kar je včasih veljalo za subkulturo, za podumetnost, za dno, za zabavo, da to me je pozarjal vedno Lupino Mlakar, vedno je postopoma, ko so te generacije doraščale,
postalo pojem visoke umetnosti in zato danes v galerijah kot visoko umetnost imajo kakšne grafite, performance, vse mogoče. In bananine vljuke. Ja, banalnost in umetnost. Skratka, to sem spoznal iz izkušenj v žirijah in podobno. Ne bi znal tako povzeti, kot je zelo imenitno znal kolega Muhovič, ampak iz izkušenj življenjskih. No, ampak zdaj, če gledamo 35 let države imamo, ne, in človek bi pričakoval na nek način, vidva sta bolj doma v likovni umetnosti, da bomo seveda imeli nekega novega Maksima Gasparija, ki bo želel poiskati neke narodne motive, simbolike, nekega Vurnika, če hočete med arhitekti, Plečnika, ampak mi nimamo nič od tega. Ne. Zdaj, kaj se je zgodilo s to našo ustvarjalnostjo? Je krivo, da smo neustvarjalni, leni, da praktično sploh nimamo umetnikov teh pojmovanih na ta način, razen nekih, bom tako rekla, bleferjev, ne, ki pač se razglasijo za to, da so, pa mogoče to sploh niso, zelo verjetno ne. Torej, kaj se je zgodilo? Mi sploh kot Slovenci nimamo nekih novih umetnikov, nekih novih, če hočete, Prešernov, ali pa v bistvu, če gledamo slikarje, impresionistov, ker je to bolj vajno področje, mi tega praktično nimamo več, mogoče kakšnega grafika. Ja, to je, recimo, če malo bolj na šalo obrnemo, razmeroma dobro izhodišče. Kolikor je meni znano, lahko da se motim v številki, imamo približno 2000, mogoče še malo več kot 2000 umetnikov, ki jim Ministrstvo za kulturo plačuje socialne prispevke. No, če med temi iščemo kakšnega Prešerna, Cankarja, Richarda Jakopiča ali kaj podobnega, to se zaenkrat v teh naših 35 letih še ni zgodilo. Zgleda, da najprej oblikujemo eno veliko bazo, ker pričakujemo te Prešerne. No, zdaj, če gremo pa bolj k resnim temam, bi pa jaz rekel takole, da je osamosvojitev Slovenije dejansko ene vrste unikaten dogodek. Velik dogodek, fascinanten dogodek, ki se nam je posrečil samo na politični in, recimo, ustavno-pravni ravni. Zanimivo pa je, da ta velik dogodek, po mojem mnenju, kakšnih posebno velikih sledi v veliki umetnosti še ni zapustil. To pomeni, da imamo še, torej da je recimo tole inspirativno jedro osamosvojitve, da ima še grozno veliko vsebin, grozno veliko inspirativnih vidikov, s katerimi bi se slovenska umetnost po moje lahko izrazito, intenzivno začela ukvarjati. Pa se ne ukvarja. Veste, velikokrat je problem današnjega časa tudi tisto, kar bi lahko imenovali provincialni globalizem. Slovenci se strašno radi sklicujemo na Evropo, na globalne trende, pri čemer to seveda ni niti malo vredno kritike ali pa negativnega odziva. Ampak problem nastane tam, kjer mi iz naše osebne izkušnje, in ta izkušnja je gotovo najbolj fascinantno povezana z osamosvojitvijo, ne spregovorimo evropskemu in globalnemu občestvu. Ampak pogostokrat se dogodi ravno narobe, da pravzaprav uveljavljene trende, standarde velikih kulturnih središč preprosto samo prepesnimo v majhen kulturni prostor, ki ravno zaradi tega ostaja majhen, zato ker iz sebe pravzaprav ne da nič velikega. Na nek način je fascinantno to, da so, recimo, to po mnogih drugih ponavljam, pisci ameriške ustave, osamosvojitvene, se zgledovali, recimo, pri ustoličevanju slovenskih vojvod na Koroškem.
To pomeni, da Slovenija že takrat, oziroma takrat, ko Slovenije še ni bilo, je vendarle slovenski duh imel večji vpliv, kot ga mogoče ima danes, ko svojo državo imamo, mogoče pa še nimamo ene kulturne in civilizacijske samozavesti, ki bi si jo lahko privoščili. Ampak ali bi morala država to spodbujati? Ne? Zdaj, če omenjate vse te nevladne organizacije, vse to, kar se financira v nekem širokem bazenu, iščoč nekega Prešerna, ki ga nikoli ni, pač pa so neki psi, ki se jih doji. Ne? To vse financiramo, nagrajujemo. Kaj bi morala tu storiti država? Jaz mislim, da to ni odvisno. Torej, velika umetnost ni odvisna od financ. Čeprav brez financ pravzaprav tudi ne gre. A ne? Recimo zdaj, če jemljemo recimo, kakšne mojstre iz antike ali pa iz srednjega veka ali pa iz baroka, recimo arhitekte, ti so gotovo morali imeti za sabo velike finance, da so lahko realizirali. Ampak zamisel velikih realizacij ne prihaja iz financ. Finance samo omogočajo, da se nekaj realizira. Ravno zdaj praznujemo pravzaprav Antonija Gaudija, njegovo žal spet smrtni datum, ampak končanje njegove fascinantne Sagrade Familije. Način, kako se je gradnja te bazilike začela, je bil prav mizeren. On sam je zbiral denar za to, da je gradnja tekla. On sam je 40 let posvetil tej gradnji. Zdaj, problem, kaj bi pravzaprav država lahko storila, pa je, da bi morala biti država samozavestna. Države bi morala osamosvojitev pomeniti izjemno veliko. Jaz mislim, da mnogim vladnim garnituram v poosamosvojitvenem času slovenska osamosvojitev ni pomenila velikega dosežka, ampak nekaj, česar bi se bilo mestoma treba celo sramovati ali pa recimo tega ne omenjati preveč ali pa obešati na veliki zvon. Ja, na glas, ja. Na glas. No, ampak gledajte, doktor Milček Komelj, zdaj komunisti so rekli, kultura in prosveta, to naša bo osveta. In dejansko so usmerili veliko pozornosti, pa tudi sredstev, mogoče več kot danes po osamosvojitvi, tudi v financiranje mogoče kakšnih kulturnih dejavnosti, ne nazadnje delovne organizacije, zdaj podjetja, ne, so tudi kupovala umetniška dela. Imamo občutek, da je včasih vendarle bilo na tem področju več storjenega v tem objektivnem smislu strani države. Ja. To je težko presojati. Seveda, po vojni so imeli odkupe in podobno, ampak pod vplivom Sovjetske zveze. Ker Sovjetske zvezi, ko so prišli leta 47, delegacija slovenskih, jugoslovanskih umetnikov, vseh podpisatelji želimo, če so bili zraven, ne, Sovjetsko zvezo, tam so mi razkazali vse in so rekli, da so milijonari tam samo umetniki pa kolhozniki, ne. In tudi to so pri nas razglašali. So bile velike naročila in podobno, ampak to je bil kratek čas in so spodbujali socialistični realizem, ki se danes te ekipi zdijo navlakan in se jih med sabo zdaj podajajo, kot veste. Vrečkova jih hoče nazaj na Brdo, sodijo tja v muzej v resnici in podobno, ne. Potem smo pa želeli, seveda, pa tudi v Jugoslaviji so želeli se navzven z umetnostjo predstavljati, ne. Pri tem je veliko vlogo imel slovenski mednarodni ljubljanski grafični bienale, ki je posnej propadel, oziroma še naprej, samo bi se moral premenovati, ker ne neguje več grafike in podobno, ne. In posod so skušali izbrati nekaj reprezentativnih umetnikov, ki bi simbolizirali državo. In pri nas je nekaj takih bilo, to je usmerjal, na primer, grafike Zoran Krdišnik, ne, in to so bili
On je imel okus, je bil sicer udbovec in tako naprej, ampak okus je imel nos in so bili Janez Bernik, še nekateri umetniki, ki so tudi pozneje bili največji poborniki v samosvojitve in podobno. In sem bil priča, ko jim je marsikdo čital, ker so bili forsirani, ampak so bili na podlagi svojega, sve so znašli svojega talenta, ker talent ni vezan na politiko. Morali so se pa dostikrat tudi pritajiti. Če gledate Bernika, on je delal take, naprimer, enigmatična znamenja, estetska, je upeljal letterizem, ne, pri nas, ne, skratka, ker je črka del, pa pisava del likovnega izraza, kasneje pa, če je res ne izražal, seveda, da to kaže na zavezana usta, ker ne mogo govoriti po resnici. Potem je pa pisal v zadnjih risbah, da nas je Tito, da nas je partija uničila za vekoma in podobno, da imajo v želodcu, je snoval spomenike noseči revoluciji, ki ni nič rodila in podobno in tako naprej. Ne? Jaz sem bil priča, ko so se med sabo umetniki pa znanstveniki kregali, pa so si učitelji, vi ste bili priznani, skratka, že, to se pravi, protežirani. Oni so se pa zagovarjali, naj bi torej umrli, ne bi smeli študirati, podobno. In skratka, prišlo je taki izrazit konflikt, ampak umetnost ni vezana na politiko in to, kar je pomembno, ostane. To se pa dojame seveda ne skozi nagrade in podobno, ampak mora človek dojemljiv in to začuti. Tukaj je tudi vprašanje likovne kritike, seveda, ki je pri nas izgneva in tako rekoč ni, ampak je danes samo še čas PR-ovstva. In pa seveda odnos do umetnosti je tako spremenil, da danes, če gledate, enačijo umetnost samo z politično gesto. Že ko je bila stava prezanske grafika, nekaj Rastko Močnik spolj napisal umetnosti ali politična, ali pa je ni. Jaz se pa vedno zelo citiram neko izjavo Rikarda Jakopiča, ki je rekel, gorje, res gorje, če bi se dnevna politika usedla oziroma spustila umetnost. Sveta umetnost je tudi angažirana po eni strani, je izraz hrepenenja po večnosti, po popolnosti, da tudi skozi naravo lepoto čutimo eno hrepenenje po večnosti, ki človeku ukrojeno, po drugi strani se svet tudi bolečine sveta, dileme in tako naprej urespisuje umetnost, da zato ni samo lepa, ampak je protislovna tudi, ampak mora biti noter izrazna moč in vendarle ne sme biti sam razkroj, mora kazati neko upanje, težno hrepenenje, zagon človeške energije. Taka je prava umetnost, ki je vedno živa, dramatična, ne? Ali pa apolinična, nikakor ni pa samo gesta, samo politična deklaracija, skratka, pretveza za to, da naredite instalacijo in podobno to, kar so delali na mizah, naprimer, ko so za rdečo barvo polili nekdanjega ministra Simonitija, ki je, to sem prej, ko sem menil ministra, pozabil meniti, ki ga je nadomestila in sedaj seveda Ignacija Fridl-Jarc, ki jo pa poznam iz dela pri Slovenske matice in upam, da bo zdaj marsikaj, kot so nekateri že upali, očistila Avgijo hlev, oziroma marsikaj naredila, ker je izrazito narodno zavedna in se zaveda tega, da izkorenin in široko razprostanjene ljudske umetnosti, zborov pevskih in vsega take dejavnosti zraste humus, iz katerega se potem pojavi kakšen Prešeren ali pa nadarjen umetnik. Ne? Seveda se pa bistvo umetnosti in slovenstva, to je pa zelo transcendentalno, oziroma se ne da samo iz motivov razbrati. Prej ste omenjali Gasparija. Gaspar je sjajen umetnik, ki je zavest umetnosti v množici Slovencev pravzaprav zbudil, ne? Ampak vendar je veljal za drugorazrednega v primeru z impresionisti, ki so pa na nek sublimen način to našo hrepenenje ali pa melanholijo, kot je Cankar rekel, ne na narativen način, ampak na poetičen vnesel umetnost. In vsa slovenska umetnost dovina je nastala sploh zato, da bi odkrili, kjer je tisti slovenski duh, o katerem je kolega Muhvič govoril, kaj je to slovenstvo. In to se seveda lažje, stokrat teže razbere v likovni umetnosti kot v literaturi, ker je jezik sam po sebi slovenski. In vsaka slovenska beseda, je kot prijatelj rekel, ima že ogromno zgodovino, 1000krat uporabljena, ni mrtev material, kot so barve in tako naprej, ne, skratka, ki jih pa uživi človek s svojim duhom, ne, tako da Stele, na primer, je ugotavljal, kaj je slovensko. Ja, in ta razmerja, in zanimivo je pa tako, da zdaj, ko pa piše o zgodovini, slovenske umetnosti zgodovine, Steleta priznajo, seveda kot očetov umetnosti zgodovine, ampak vedno opažate, da pa pravi mlajša generacija,
da je pa nepotrebno, da je pretirano to iskanje slovenstva, ker mi je to tuje, to pa se to, ker so bili vzgajani v času jugoslovanstva, oziroma očitno so šole take, da kolikor vem, slovenski samiti sploh nič ne slišijo, ampak forsirajo Jugoslavijo, kot da sta se tam med in mleko cedila. Ko je bila pa ministrica Vrečkova na obisku na akademiji, sem pa moral reči, da je premlada, da se ne zaveda, da so vsakega, ki se je zavzemal za samostojno Slovenijo, zapreti skušali Jugoslaviji ali pa ubiti kot Jezo in podobno, če je bil v Trstu. Ne pa, da zdaj oznanjajo, da je Jugoslavija, pa so partizani za Slovenijo borili, ki je neki. Ne? No, doktor Muhovič, lejte, zdaj to, kar omenja doktor Komelj, torej, kaj je tisto, kar je res, recimo, v tej likovni umetnosti slovensko? Je to Sejalec? So to vsi te narodni liki, Nagelj, vse to, kar je pravzaprav Maksim Gaspari na nek način pokazal in odkril in pokazal in pravzaprav tudi s simboli opredelil. In vprašanje je, ali mi, ker vi ste bili tudi pri dodeljevanju Prešernovih nagrad zelo aktivni, ali mi nagrajujemo prave stvari. Ne? Ker včasih se zdi, da pravzaprav so ljudje po teh nagradah bolj užaljeni in bolj jezni kot prej, ko jih sploh ni bilo. Ja, zdaj ste vi postavili dve vprašanji. Ja. To drugo je enostavnejše. Torej, zanimiva zgodba upravnih odborov Prešernovih nagrad je, da je vsak upravni odbor tisti, ki na podlagi nižjih področnih komisij izbira in podeljuje. Teh 15 ljudi stoji za svojimi odločitvami. Jaz priznavam legitimnost vseh teh odločitev. Ena velika, kako bi rekel, zgodovinska sreča pa je, da v umetnosti nikoli ni tako, da bi bila ena odločitev ali pa odločitev v enem času edina možna. To pomeni, Prešernove nagrade prinašajo v kanon slovenske umetnosti vsakokrat nova dela. Ampak ta dela se kar naprej vrednotijo. Iz dneva v dan, iz generacijo v generacijo. To pomeni, da dela prihajajo v slovenski kanon, v njem vztrajajo, dokler recimo publika potrjuje njihovo aktualnost za njihovo življenje in včasih se dela tudi poslovijo iz tega kanona. Tako da recimo v kanonu vztrajajo tista dela, ki jih množica vrednoten, visoko vrednoti. Ampak gledajte, če bi zdaj želeli našteti na prste ene roke, katera so to, glede na Prešernove nagrade, jaz sploh ne vem, razen te razvpite Rupnika, ki ga zdaj nekje odstranjujejo ali ne, ali pa recimo te otroške pisateljice, da tako rečem, Svetlane Makarovič, ki je tudi bolj znana po drugih stvareh. Ne. Jaz pravzaprav, kar se tiče Prešernovih nagrad, bi težko stresla iz rokava, da bi rekla, to je pa naš novi Maksim Gaspari, ali pa to je pa zdaj novi Prešern ali pa kaj podobnega. Grohar s Sejalcem. Ne. Kje smo zdaj pri tem? Se pravzaprav sploh ne vemo, kaj nagrajujemo. Ja, veste, deloma je tole tudi lahko bi rekel lastnost današnjega časa. Tisto, kar ostane v človeškem spominu, so ekscesne zadeve. Meni je žal, recimo, da dobro pesnico Svetlana Makarovič zdaj večina ljudi pozna bolj po ekscesu, kot po tistem, kar je zares napisala. Škoda, ne? Uničila se na nek način. Ja. Opus. Zdaj, to je pravzaprav en vidik. A ne? Jaz se pravzaprav tukaj nič ne bojim, ker čas ima radirko. Čas bo tako izradiral Prešernove nagrajence, da bomo na koncu, takrat, ko že nas več ne bo, bodo recimo naši zanamci z lahkoto našteli 3 Prešernove nagrajence, ki so izjemno pomembni. No, ampak drug vidik, ki ste ga pa tudi omenila, pa je
kako pravzaprav izraziti slovenstvo danes. To mene ponovno vrača k temu, kakšen je pravzaprav humus slovenstva. Humus današnjega slovenstva. Akademik Komelj je prej povedal, da pravzaprav mladi ljudje slovenstvo danes vidijo kot nekaj nepriporočljivega, nekaj staroverskega, kar jim pravzaprav malo gre bolj na živce, kot pa da bi se ob tem inspirirali. Ampak kje je razlog za to? Jaz mislim, da je tukaj pa izjemno pomemben vidik slovenska država. Zanimivo se mi zdi, da je pravzaprav slovenstvo, mogoče bom zdaj malo pretiraval, ampak samo zato, da zadeva pride bolj jasno do izraza, da je bilo slovenstvo pred državnostjo bolj živo, bolj intenzivno kot zdaj. In to, kar bi se pravzaprav morali danes spraševati, je, zakaj je slovenstvom po osamosvojitvi šlo prej navzdol kot navzgor, čeprav bi vsi pričakovali ravno nekaj nasprotnega. Zakaj? Imate odgovor na to vprašanje? Ja, odgovor je bil verjetno deloma dan prej, ko smo govorili o inspirativnih jedrih. A ne? Zdaj, inspirativna jedra so, recimo, pri nas še vedno internacionalizem in jaz bi rekel tudi revolucionarnost. In sicer bistvo revolucije je, vse bomo napravili na novo. Prevrat. Ne stare kulture, ne starega slovenstva, ne stare estetike, ampak vse delam novo. Če uporabim tale biblijski izrek, ki pa seveda za ljudi ne velja. Ljudje delajo novo tudi na tak način, da rušijo tisto, kar bi moralo biti kontinuiteta. In to, kar se meni zdi v današnjem času problematično, je, da vidimo kontinuiteto v prelomu, ne vidimo je pa v nadaljevanju. In to se mi zdi, jaz imam občutek, da bo recimo prihodnji razvoj pokazal, da je kontinuiteta izjemno pomemben faktor v človeški kulturi nasploh, da so pa prelomi občasno koristni, da pa sami prelomi nikamor ne pripeljejo, ker v resnici samo demontirajo ali pa skušajo demontirati to, kar je bilo, medtem ko se mi zdi, da kontinuiteta skuša preiti tisto, kar je bilo, dopolniti s tem, da je pravzaprav tradicija dragocena. Ne nazadnje se je tradicija ohranila do danes. In če se je ohranila, to pomeni, da je bila že za nekaj dobra. Dobro, doktor Milče Komelj, tradicija se je sicer ohranila sama na sebi, ne? Ampak mi jo zelo malo poudarjamo. Mi se včasih obnašamo, kot da se je naša likovna umetnost, če hočete, zgodila po letu 1945 prvič. Ne? Imamo pa impresioniste, pred prvo vojno smo že imeli impresioniste, med obema vojnama imamo brata Šubic, Nebotičnik, Plečnika, imamo ogromno nekih stvaritev, o katerih danes praktično sploh ne vemo, ampak po letu 1945 imamo pa nek vakuum, se zdi. Ja, prej sem govoril o začetku umetnosti zgodovine, ne? Ja. Takrat so se spraševali, kje se slovenska umetnost začne. In so bile hude dileme. Jakopič trdil z impresionizmom, potem bi celo on priznal, oziroma, da je že v baroku, in Plečnik tudi to bi prepričan, v baroku se čuti, kaj je naše. Če je neka baročna arhitektura tukaj je drugačna, kot če je bila v Italiji, skratka. In ste le govorili o slovenskem geniju. To so kasneje rekli, da je romantično in podobno, ampak nek duh, ki značilno sveda obstaja. Ta pa temelji sveda
Vprašanje je bilo, ali tukaj bistveno določili genius loci ali genius populi, ne? In ker je zaradi vojnih izkušenj, zaradi nacionalizma in tako naprej, nacizma, ne, je postalo o slovenstvu oziroma o duhu naroda nevarno govoriti in zato so to nekako zanikali, ali pa saj na pesniški ravni so pa trdili v slovenskem duhu, da je živ in ustraja in podobno. Ne? In najbolj je to razvidno prvič v impresionizmu, tudi ekspresionistih in podobno. Tako da slovenska umetnost je temelji pa na tradiciji. In po vojni, ko je bila prvič ustanovljena Slovenska likovna akademija, so se njeni pobudniki Jakac vedno sklicevali na tradicijo, na nekdanje akademije, na operoze, kot se še danes v predstavitvi Slovenske akademije, na baročni čas. Ta je bil se likovno usmerjen manj kot jezikovno na slovenstvo, ampak je podaril temelje nekako kulture na naših tleh in na likovni umetno akademiji, naprimer, je bilo shodišče, da je nosilec slovenskega duha Jakopič in da je treba shajati z realizma, ne ruskega socialističnega, ampak iz dediščine bratov Šubicev, ki je takrat nadaljeval po vojni še živi Ferdo Vesel, ki je zato poleg Otona Županča postal narodni zaslužni umetnik in podobno. Ne? No, potem se je začelo pa seveda so se začele po Inform Bureauju obzorja razpirati in so prinašali nove načine in podobno in prišlo do hudih dilem in podobno, ampak skazalo se je, da seveda vsaka prilagoditev, vsaka internacionalna oblika in podobno, če jo slovenski duh preoblikuje, ohrani pečat slovenstva ali pa nečesa, kar je drugačno kot drugot. Ne? In zato bi morali seveda se sklicvati, zlasti zdaj, ko je slovenska država na slovensko zavest. To je pa vprašanje seveda danes v današnjem času, ker slovenska umetnost izhaja iz Slovencev in sploh ne vemo, koliko nas lahko še je. Ko sem v šolo hodil, je bilo tančno spričevalo posod. Vse posod je bilo napisano slovenska narodnost in podobno, pa so to vse kinjali. Danes ni, pa je štetje ljudsko to več vključeno zato, da ne bi videli, da smo Slovenci skoraj manjšina. Včasih veljali še 2% naseljencev je že nevarno in podobno. Ne? Skratka, to so nevarna vprašanja politično in ko sem jaz bil sveda v raznih žirijah po osamosvojitvi, sem ugotovil, da je Slovencev skoraj da sram, da imamo svojo državo, ne so Slovenci. Kajti pojavili so se predlogi za projekte, naprimer, ker so napisali naprimer fotografske razstave. Če bi predstavljal sem slovensko umetnost, kdo pozna Slovence, dajmo da še nekaj sosedov, pa rečemo raj bolj internacionalno razstava jugovzhodne Evrope. In jaz sem takrat rekel, naj pa jugovzhodna Evropa plača, ne? Če shodi Slovenijo to plačuje. Nenehno so bile take tendence, skratka, in tudi slikarji, ne? Ki so, seveda, tudi če so ustvarjalni podobno, so umetniki, kot se ponovadi ugotavlja, narcisi, so tudi stremuhi, ne, skratka, si prizadeva za uspeh, ne, za uspeh in zato seveda naslavljajo svoje slike v angleščini, tudi če tukaj razstavljalo. Že iz tega odnosa do slovenščine, to je sramotno, ne, se kaže njihov odnos. Skratka, glejte, redki so res tisti z zavestjo. Doktor Komel, vi ste likovni kritik, ne? Kdo, če ne vi, naj o vsem tem govori in naj to poudarja, ne? Ker zdi se recimo, da te naši, recimo kiparji ali pa kipi, jaz se sprašujem, ali so oni že prišli ven iz hoste, iz druge svetovne vojne, ali kje živijo. Mi imamo še vedno polno teh kipov. Jaz pravzaprav ne poznam nekega sodobnega slovenskega kipa, da bi rekla, to je to, ne. To je zdaj slovensko. Ja, to res, dominirajo, ne, seveda, kipi v Likstanu podobno, ker dominirajo ti, ki proslavljajo revolucijo, ne toliko partizanskega boja, ampak revolucijo vse posod. In problem, potem pa seveda osebnosti, figure, te bo tako od stran, seveda Kardelja, Kidriča, ki ga je bilo sram tega kipa že kiparja, ki je moral tazga narediti monumentalnega. Ja. Sam rekel, sem ga včasih srečeval tam na poti iz likovne akademije. Tukaj je pa seveda zdaj problem, ker so to dostikrat umetniška dela, ne, na katera seveda sodijo takoj, je bilo treba odmakniti. Če pa gledate kip revolucije, ki mrzkoga moti in res tja ne sodi, napis bi bilo treba tako odstraniti, ker tam poznanja, ne, Rupel to pravilno opozarja seveda, da razglaša državo in tako naprej, ki je ni več, ampak kip sam po sebi
sam po sebi liko ne moti, ker je Marjan Drago Tršar takrat upodobil množico za nos in bi popolnoma na kip skoraj lahko naredil, če bi delal kip osamosvojitve. Tako da bi ga lahko preimenovali. To je zdaj vprašanje, če bi ga preimenovali, zle duhove zgnali in podobno preimenovali, tako kot se preimenuje trge ali pa stavbe, se jih ne poruši, bi ta lepo funkcioniral. Ampak Tršarja bistveno to, da on je ni maro revolucije, tvoji kipari so vsi veseli, če dobijo naročilo. To jim je, in književniki doskrat učitajo, se spomina v dnevniku Vladimir Nazor, piše, se jezi na kiparja, češ književniku vsak učita, če kakšno hvalnico politiko naredi. Če pa kipar upodoblja, tako kot je Avguštinčič Tita pod Paveliča, se pa sklicuje na naročilo. In seveda Tršar je naredil to za naročilo in je bil ponosen na to, da ni proslavljal revolucijo tam, da je nič narativnega, skratka, ko je delo, ker dela, se je srhecal, da ga je naredil v zmečkanih hlačah, čeprav zato, ker svetloba si je, da ga vživlja, ne? Ko je bilo pa proces samousvajanja, je pa naredil velikanski kelik z ognjem in je takrat šele priznal, da so mu brata, da ga več čas bilo stran, ubili takoj po vojni in je živo za osamosvojitve. To taki bi je spreimenoval. Če bi ljudje se s tem ne sprijaznili, ga bi treba odstraniti, odmakniti v muzej. Kajti dejstvo je, da če bi, kaj eni pravijo, seveda kipi so pričevanje zgodovine, to je res, ampak če so pa, stojijo pa še taki, ki ljudi v živo drezajo in nam dajo vedeti, da še vedno živimo v komunistični Jugoslaviji, taki pa absolutno motijo, bolj kot kipi nekaterih kakšnih potentatov izpred stoletij, naprimer, če daj zdaj nazaj. In to je pač dilema, ker je vrsta umetnikov bila kvalitetnih, ne, zlasti Tršar in podobno, in so stvari monumentalne, ne. Novega, ne, seveda kipa osamosvojitve pa ni. To je pa žalostno. Imamo kip Črkiče, se pravi tem, ki se reče, črkovanje izbrisanem, potem zdaj bi celo predlog, da bi te nesrečne žrtve, pač vojake le mlade, ki so nič hudega sledeč prišli sem, pa so nastradali, ne, njim spomenik postavili, ne, ker je zdaj vprašljivo, ampak dejstvo, da spomenika osamosvojitve nimamo, tisti predlog, ki je pa bil zdaj nekako sprejet, pa upam, da ga oblast, seveda vlada zdaj ne bo potrdila, naj bi pa bil samo talen spomenik Lučke, ki bi svetovale kip revolucije in groteskno je že to, seveda, da ta novi kip, da ne bi smel zasenčati, prevladovati kipa revolucije. Ja, to je bilo se pravi, da se sramujemo osamosvojitve in pri naj bi hodili, kot pri tisti darovnici in podobno, to kaže na to mentaliteto in neko koreninjenost v prejšnjo Jugoslavijo. Jaz to boleče čutim, ker sem se pa vedno želel, kot otrok že, da je bila Slovenija samostojna. Pa me ni politika prav nič zanimala, ampak posod sem ugotavljal, to še v trgovinah sem bil priča, ki je kdo rekel, seveda, zakaj se tukaj ne govori srbsko, ki je gledal, kaj se to pravi, ki je gledal jogurte, pa so bili slovenski napisi in enostavno ta tendenca, da bo enoten jezik in da se bo vse to zlilo v enotnost, je bila absolutno živa in to sem je živo čutil, ker sem bil domljiv samo za slovenstvo. Politika me se ni brigala, to sem bil tako srečen, seveda, ko je prišlo do samostojne države in samosvojitve. In srečni je bila cela vrsta poznavalcev kulture, ljubiteljev in podobno. So upali zdaj tako reči na nov bodoče, na nov svet, zdaj pa živimo v svetu, ker se staro spet oznanja, novega nas je pa sram, ali pa se sploh, se imamo skoraj da mazohistično za genociden narod, za teh izbrisanih dejstev, pa je, kakorkoli so bile, naprimer, krivice povzročene in podobno, da kdor je tišče živo spremljal in ničkokrat slišal, da je Slovenija Jugoslavija, da jih nišče ne bo silo, da bi Sloveniji živeli in podobno. Skratka, bila je tudi peta kolona, tukaj je izrazita. Jaz sem to na svoje uši ničkokrat slišal, prav zato, ker sem bolj kot opazovalec bil v krožju tistih, ne, kamor so ljudje prihajali in ker so se te ideje porajale, ne. Dobro, doktor Muhovič, zdaj vprašanje, večkrat smo govorili, denar seveda je pomemben, nekaj se financira, recimo ta Tršarjev kip revolucije je bil plačan, naročen, tudi Kardelj je bil naročen, pa Kidrič pa plačan, ampak včasih se pa zdi, ali pa ne vemo pravega ozadja, recimo, da so neke provokacije, ki nastanejo kar tako. Recimo Strelnikov je objavil brezmadežno brezjansko Marijo s Podgano. Ne? Vprašanje je, kdo je to naročil in plačal, ali kdo plačal, ne, tega ne vemo. Recimo tudi ne vemo, kdo plačuje to dojenje psa, oziroma želeli so, da bi zdaj to
mi še naprej plačevali kot neke pokojnine. Kaj se vam zdi? Ali nekdo načrtno spodbuja, plačuje, motivira za to moderno, da tako rečem, tako protislovensko modernost? Kako je s tem? To vendarle mora nekdo plačati ali pa nam podstaknejo kot nekaj našega, pa plačajte davkoplačevalci. Ja, mislim, da je akademik Komel per negacionem zelo v redu povedal, zakaj pravzaprav slovenska osamosvojitev ni trdno zasidrana v slovenski kulturi in v umetnosti. Pojem revolucije v bivši državi je bil na nek način absolutno in nenehno promoviran. Njemu je bilo marsikaj posvečeno, karkoli je že ta revolucija pomenila. Ampak očitno je oblastem prejšnjega tipa pomenila veliko, ali se jim je pa vsaj zdelo pomembno, da veliko pomeni tistim, ki so jim vladali. No, danes, recimo, osamosvojitve nikakor nimamo na takem piedestalu. To, kar ste pa vi zdaj na koncu vprašala, je pa, ne vem, kako bi se temu reklo, umetnost v narekovaju lahko opravlja mnogo različnih funkcij. Ena od funkcij je lahko tudi, recimo, aktivistična, kjer gre pravzaprav za forsiranje nekih idej, za delegitimiranje drugih idej in seveda čas, v katerem mi živimo, je izjemno priročen za to iz preprostega razloga, ker smo pripravljeni status umetnosti priznati čemorkoli. To pomeni, da je lahko tudi tisto, kar je samo aktivizem, kar služi samo reklamiranju pravih idej, si lahko nadane epiteton umetnost. In recimo tisti, ki imajo interes za tem, da se te ideje širijo, verjetno odprejo denarnice. In recimo takih, to je recimo tale cancel culture. Moj nemški kolega Harry Lehmann je napisal eno zelo zanimivo knjigo, ki je žal nimamo v slovenskem prevodu, pa bi jo lahko imeli. Wie cancel culture funktioniert. Torej, kako funkcionira kultura zanikanja, ukinjanja, brisanja. No, taka kultura brisanja ali pa zabrisovanja. Briše se vse, kar je slovensko. Lahko se pa marsikaj tudi zabrisuje. To pomeni zamolči, zato da prave stvari ne pridejo ven. In seveda, taka zabrisovanja je bistveno lažje artikulirati, kot je lahko artikulirati recimo pomembne umetnine, ki utelesijo recimo kakšno jedrno idejo. Ker vidite, jaz osebno si predstavljam, da smo mi danes v obdobju iskanja slovenske identitete. Ena zgodovinska slovenska identiteta eksistira. Mogoče je samo to tista, ki mlade ljudi ne zanima več, ampak poskrbeti bi morali za to, da iščemo slovensko identiteto danes. Umetnost je eno od področij, kjer bi se to lahko dogajalo. No, recimo, zdaj, kaj bi vidva predlagala novi ministrici za kulturo, mogoče, kako bi, ali pa konec koncev, kako bi našli to slovensko identiteto, tam od Maksima Gasparija naprej, ali pa od teh velikih arhitektov. Praktično mi tega danes nimamo, ali pa vsaj jaz tega ne vidim. Kaj bi vi predlagali? S tem, da podpira res nadarjene osebnosti. Predvsem pa, da se varuje dediščina, izročilo, ne? Da se podarja vlogo knjižnic, arhivov, manj gledališč, ne? Kakršne so danes, ne?
In da se ukine oziroma to množičnost financiranje umetnikov, ki niso umetniki. Kadar se je pa kakšen pojavil res izrazit, so pa vedno težave ali pa prizadevanja posameznih ministrov še prejšnji Jugoslaviji, Finan Pavleta Zdarja in druge, da bi jim dali štipendijo in spodbujali tiste, ki so se že skazali, da bi lahko ustvarjali. Nekakor pa ni prav, da se to enostavno takole forsira vse, že komi končajo akademijo, pa mislijo so umetniki, ker v glavnem niso, ne? Predvsem pa to, ker ste prej to vprašali, ne? Je kolega Muhovič zelo sistematično, kot je filozof, ne, seveda razložil, jaz pa z izkušenj. Sem to videl, tudi kot profesor. Nekateri, naprimer, so želeli biti likovni kritiki in so mislili, da se da kaj predočiti. Seveda človek mora biti dojemljiv, s časom dozorevati, spremljati umetnost, pa lahko potem argumentira, kaj je dobro in ne. In tisti so šli potem Sorošove tečaje, tam jih pa naučijo po istem kopitu govoriti, v razmerju lokalno, globalno in podobno. Jaz sem doživljal take primere, naprimer neka študentka me prosila, če bi napisal priporočilo, ker je pisala že v nek levi časopis kritike, sem prosil, da mi jih pokaže in vsaki od njih je pisalo, ne, na koncu nekaj, ker ni imelo z umetnino, z delom ocenjevanja nobene vloge, da smo Slovenci premalo pestri, premalo bogati, z drugo besedo, da je premalo tukaj črncev in podobno, ne, skratka, da je preveč Slovencev. Skratka, te tendence so indoktrinirane od zunaj očitno in ta agenda enostavno živi ravno v teh aktivistih, ki se razglašajo za umetnost in zato je to delovanje nevarno, ker to niso seveda, ker so plačani od zunaj in to potem niso nevladniki, ampak so enostavno izraziti vladniki in potem se dogaja, da ob parlamentu, ker so ljudje izvoljeni in ljudstvo izvoli, da vladajo nek glas ljudstva z ulic, ne, in je popolna skratka anarhija. Če bi pa vedeli sve, kaj se razglaša za umetnost, bi pa sem kakšen primer vam povedal iz časa, ko sem bil v komisijah pri Vasku Simoniti in sva oba vedela, no, on se je zavedal tega, ne, da je to socialen korektiv. Zdaj, vprašanje, kaj s to mladino. Naprimer, je neka, kakšni so bili ti projekti, naprimer, neka umetnica bi šla v taksije in bi taksista ogovarjala s kvantami, to snemala na mikrofon in potem v galeriji to predvajala. In to je telefonska umetnost. Nekdo bi projiciral vse, kar se mu doma dogaja in to potem projiciral na ekran. Neka bi svoje perilo izobesla na križišče, na usto. In bi zato izrabila, naprimer, dependanso v Ameriki, naprimer. No, same take primere, da z Vrgdino sva se za glavo držala, ko sva bila v komisiji in podobno, ampak se je skazalo, da ti ljudje nekaj počno od tega živijo in če se jim ne ustreže, se pritožijo in potem 9% je treba tem pritožbam ustreči. To je zdaj potem v bistvu socialen problem, se pa degradira umetnost. To sem jaz takrat seveda spoznal. Umetniki so pa redki, tiste, ki pa so, bi bilo treba pa podpirati ali pa spremljati, ne, seveda, ne. Predvsem pa skrbeti za ljudsko kulturo, zbore in podobno, ker iz humusa potem, kot pravim, se potem elita, ne elitizem, ampak elita porodi. No, ampak vidva sta oba dva akademika, ne? Zdaj vprašanje je, ali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, če že ne trg ali pa ta del sociale, podpira pravo umetnost. Namreč včasih slišimo nek zgodovinar je, ki pravi, da ne, da slovenske narodne noše itak ni, da to je bilo pač izmišljeno mogoče pred 200 leti ali pa še manj. Praktično zanikajo tudi zgodovinarji, tudi drugi znanstveniki ne govorijo o slovenskem zelo radi. Praktično, kot da nas ni. Kako je v SAZU-ju s tem? Ja, to je težko reči. Jaz tudi nimam dovolj dobrega pregleda nad tem, lahko rečem za razred za umetnosti, da je pravzaprav ves na strani, recimo te, s tole grdo besedo, elitne umetnosti. Preko ste vprašala v zvezi z novo ministrico za kulturo. Jaz si želim vse dobro, veliko uspeha na tej težavni nalogi. Vidite, tale težavna naloga pa ni samo kulturna naloga. Se je akademik Komel je prej že na nek način navedel, recimo, Slovenci se težko učimo demokracije. Zakaj je to lahko trdim?
če po 35 letih s težavo jemljemo eno prvih lekcij demokracije, da je menjava oblasti nekaj najbolj normalnega v demokratičnih režimih, v demokratičnih sistemih, potem je to hud problem. No, jaz bi rekel, da tale ministrica ne bo imela problema s tem, da bi morala proizvajati celo kupico v umetnost zapakiranih nevladnikov, ki bi zdaj podpirali pač novo vlado. Jaz mislim, da je problem recimo tega aktivizma sicer regularen, normalen problem tudi v demokratičnih družbah, da pa je recimo zlasti prejšnja vlada po moje pri tem neskončno pretiravala. In kot se po moje zdaj na koncu kaže, niti ne najbolj v svoj prid, še manj pa v prid slovenske države. Recimo zdaj, ko imamo pred seboj hudo krpanje državnega proračuna za res pomembne zadeve, postane to pomembnejše. A ne? Ja. Kakšno je vaše mnenje o tem, kaj bi morali početi, ali naj umetnost določa samo trg, naj trg pove, kaj je to umetnost, ali kako je na SAZU-ju s tem, kako drugi akademiki gledajo na to področje? To jaz ne vem, seveda, ampak bistvo za SAZU je, da so tam osebnosti, vsak zase, ki imajo različne poglede. Seveda, v umetniškem razredu so umetniki, ne? Seveda, ki ima vsak svoj pogled, ampak vsi so svojim delom se izkazali, ne? Skratka, da nekaj pomeni ustvarjalnosti, ne? In kadar gre pa za temeljna vprašanja, ne? Ja, imate debato. Duha na Slovenskem podobno, ja. Takrat se pa izkaže, seveda, da so ravno umetniki tisti, na katere se potem vodstvo lahko obrne, oziroma ki simbolizirajo akademijo. Predvsem pa to umetniki, seveda, ki so mojstri besede. So sem jaz vedno prepričan, seveda, da je pravilno, da je poudarek na literarni umetnosti, pa na temeljnih umetnosti, ker je tendenca, da bi tudi se mogoče režiserjem podobno vključili, kajti potem bi to jedro izginilo, ne? Akademija temelji pa na zgodovinskem izročilu in zato, na primer, ima poseben razred proučevalcev jezika, lingvističen podobno, umetnost, vendar pa eden, na primer, ne? Ali pa muzikolog, ne? To je stvar izročila, tako da so nekatere specifičnosti. Je pa Slovenska akademija znanosti umetnosti taka, da združuje umetnost in znanost, kot mi pove, ponekod drugod seveda sta pa te akademije ločeni in obiskala nas je Madžarska akademija umetnosti, ker bi cel avtobus umetnikov, pa so bili tudi razni režiserji, fotografi in vse mogoče noter, ne? Pri nas so pa to skladatelji, ne? Pesniki, pisatelji, ne? In skratka, likovni umetniki in pomoč tudi taki, da so krati tudi osebnosti, premišljevalci, cela vrsta je takih, skratka, ki so kot osebnosti, to je bistveno. In narobe bi bilo, ker se tudi te tendence pojavljajo, da bi tako kot na univerzah točkovati začeli, pa mehanično gledati po citatih podobno izbirati, ne. Skratka, to bi bilo nemogoče, tukaj je tudi osebnost vedno upoštevati. Ampak ni pa ene definicije, kaj je slovenska umetnost. Ne, morda bi bilo dobro povedati, jaz sem prej pozabil, da se pravkar pripravlja jeseni simpozij o slovenski kulturni identiteti. Tako da SAZU tudi dela v to smer, zgleda, da je na nek način opazila, da je to eno od področij, ki bi ga moderna država morala pokrivati mnogo bolje, kot to zares dela. Jaz se ne obtožujem, ker je tudi v teh 35 letih morala napraviti veliko in bi rekel, da so ji nekateri kanoni pred osamosvojitvenega časa tu dobro metal polena pod noge. Dobro, največji dosežek je bil nekateri predsednik Ponosen, podobno je bil na pobudo nekdanjega predsednika Pahorja, sprejet razglas o narodni spravi.
ki je sicer samo načelen, se pravi, kaj je slabo in kaj je dobro, niso pokazane tukaj razmere, relacije, kaj je povzročilo, kaj je posledica, kaj je razlog, ampak jasno je tam določeno, da je revolucija negativna, samo upor proti okupatelju načelno, pa pozitiven. Ne? In to je bil velik prelom. Dobro, zdaj, če bi vidva nas malce razveselila s svojim, da tako rečem, jagodnim izborom, kaj je za vas tisto, vidva sta oba dva na likovnem področju, bolj doma, lahko tudi na literarnem, kaj je tisto, kar praktično je v vrhu slovenske likovne umetnosti za vas, kar predstavlja slovensko likovno umetnost, lahko tudi literaturo, če začnemo z Dragom Jančarjem, ne, recimo, ampak vendarle na tem vašem področju. Doktor Muhovič? Ja, oba ste že vi imenovali. Gotovo je Drago Jančar na področju literature, seveda jih je tudi še več, ampak če zdaj zares vrhove štejemo, špice, potem bi jaz rekel še Zoran Mušič, Janez Bernik, Andrej Jemec, recimo tisti pripadniki, ki jih je najin kolega dr. Tomaž Brejc postavil v okvir tako imenovanega temnega modernizma, ker se mi zdi, da je to bil odziv na internacionalno raven iz slovenskega, torej iz občutja slovenske realnosti. Torej, to so bili umetniki, ki so na nek način, preden se je o tem sploh smelo govoriti, govorili o tragičnih, bratomornih zadevah po drugi svetovni vojni. Recimo, jaz se spomnim ene slike slikarja Pregla iz leta 62, ki ima naslov Stisnjeni človek. Jaz sem prepričan, da če bi takrat se našel romanopisec, ki bi napisal roman z naslovom Stisnjeni človek, bi ga zaprli. Ampak likovniki so imeli vendarle srečo, da so likovni jezik politiki znali takrat brati slabše ali pa manj precizno kot literarni jezik. Ker se tiče tega likovnega, stisnjenega človeka, Ja. Boris Pahor je izrecno želel prosil, da bi dali to sliko na naslovnico njegove nekropole, ki je šla v Kondorju. Skratka, no, Pregl je tak bil, on je po vojni že prvi, ko je ilustriral Ilijadov, pa skratka Homerja, pa Odiseja, je skozi prikaz tistih grozot, stilizirane prikazal tudi, tako kot Zajc v literaturi, tudi po vojni poboja in podobno, nakazal to dilemo. Sicer je pa Jakopič seveda srednja luč, zato ker je umetnost pojmoval kot nekaj duhovnega in je vanjo univerzalizem in pa to slovensko občutenje. Skratka, tako da torej, vaš jagodni izbor je Jakopič. Ja, no, ne sve kontrast strnenu, ki je kot človek lebi banals, ampak odličen slikar, ne, skratka, iz tega se vidi seveda, da je resnična največja umetnost stvar ustvarjalnega duha, da je tudi izraz osebnosti, ki mora biti imeti tudi osebnost, biti nek duhovn, k popolnosti stremeč duh, ne, skratka, in se seveda strinjam s kolegom Muhovičem, ki je omenil tudi Mušiča, ne, za Mušiča spominjam, ko je bil minister Šeligo, zavzet za umetnost, je me poklical in se spraševal, kako bi populariziral Mušiča čim bolj in tudi v zavest spravil njegovo predvojno umetnost na slovenskem. Evgen Bančar je tudi takrat bil zraven, ki se je za to prizadeval. Skratka, za predstavitev pa populariziranje teh največjih mojstrov bi se bilo treba prizadevati, ne pa vsega povprek. Tukaj so pa tudi seveda člani akademije, tudi Herman Gvardjančič je ta človek, ki je reagiral občutljivo na marsikaj. Seveda je pa res, da je umetnikov več, kot jih je lahko pride v akademijo. Ne? In cela vrsta, tako da Slovenci smo zelo nadarjen narod in vsi ti umetniki, pa živeči, ki slikajo, je bistvo zanje to, kad razstavljajo, da so v tem času, ko se tako nasilno uveljavljajo samo drugi mediji, intermedijska umetnost, da so naslavljali svoje razstave
slika še živi, slika ne bo, v slikarstvu ne bo umrlo in podobno. Metka Karašovc je isto razglašala, skratka, da so morali se bojevati in prizadevati in dokazovati, da slikarstvo, da klasične umetnosti ne bodo umrle, ker so nam ravno ti, ki niso umetniki, dopovedovali in še dopovedujejo. Je pa prav seveda, da vse zvrsti nekako cvetejo za vsak okus in podobno, ni pa prav, da vsako neumnost financira. Vsak naj sam se preživlja, kakor ven zanj slika, dela tudi neumnosti, če hoče, če s tem koga veseli. Podpirati treba pa samo vrhove. Dobro, naj bo to popotnica za naslednjih 35 let, ko nas ne bo več tukaj, pa bodo drugi komentirali. Vprašanje, ali Slovenija bo, dobro, pustimo to. Bo. Mora biti. Mora biti. Doktor Jožef Mukovič, doktor Milče Komelj, hvala lepa za vaše komentarje in hvala za pozornost. Nasvidenje.